Aha. Lepo pozdravljeni na drugem webinarju o sodelovanju javnosti pri okoljskih in prostorskih odločitvah. Se opravičujem za nekolikšno zamudo, ampak malo smo še počakali, če se nam pridružijo vsi, ki so prijavljeni, tako da z nekolikšno zamudo začnemo. Pozdravljam vas v imenu Inštituta za politike prostora, IPOP, skupaj z Nino, ki je tukaj skrita, sodelavko, bomo danes gostili ta dogodek. IPOP pa je koordinator Mreže za prostor in v okviru podnebnega programa Mreže za prostor se tudi ta seminar oziroma webinar izvaja. Podnebni program financirata Ministrstvo za okolje in prostor in Ekosklad, sredstva Sklada za podnebne spremembe. Tako da imamo priložnost, da v mreži kar v nekoliko daljšem obdobju res naredimo nekaj premikov na področju osveščanja v zvezi z varstvom okolja, prostora, narave, predvsem usmerjeno in z mislimi tudi na podnebne spremembe. Tako da dogodek se snema glede tehničnih stvari. Snema pa se samo moje predavanje, potem pa bomo prenehali s snemanjem in razprava bo prosta. Glede na to, da vas je manj, se bomo lahko kar v živo pogovarjali oziroma preko povezave. Če pa vam pade na misel že vmes kakšno vprašanje, pa ga zastavite v chatu. Mikrofone imejte izklopljene. Prosimo, da si v okvirčku navedete vaše ime in priimek, po možnosti organizacijo, če ste iz organizacije, ker to potrebujemo za poročanje financerjev. Po izobraževanju pa udeleženci prejmete potrdilo o udeležbi na tem seminarju. Tako, zdaj pa, Nina, če boš ti nehala deliti, pa bom jaz delila. Takole. Torej, potem, ko smo na prvem webinarju naredili pregled čez ureditev varstva okolja in urejanja prostora, pa bomo danes pogledali počez, kakšne vse so možnosti sodelovanja javnosti pri vplivanju na to ureditev, tako od krovnih, strateških, bolj abstraktnih dokumentov do čisto konkretnih odločitev, ki se dogajajo v okolju in prostoru. Glede na to, da se trenutno krovna zakonodaja, vsi trije krovni zakoni, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon spreminjajo, ne bomo šli v podrobnosti sedanje ali jutrišnje ureditve, ampak bo ta webinar kazal eno znanje, eno informacije, ki vam bodo vedno uporabne. Kakorkoli se zakoni spreminjajo, vedno se boste lahko držali napotkov ali pa priporočil, informacij, ki jih boste dobili na tem webinarju. Najprej mogoče, zakaj sploh sodelovanje javnosti. To večkrat še posebej po medijih so take in drugačna stališča, zakaj kdo mora sodelovati, koga je treba poslušati, zakaj ga je treba poslušati. Narava in okolje sta osnova in pogoj našega življenja in mi smo odvisni delci narave, zato je v našem res vitalnem, ne more se bolj podčrtati kot vitalnem interesu, da to ohranimo. Poleg tega je okolje, narava, prostor ima globalne razsežnosti. Kar se zgodi na enem koncu, se pozna na drugem koncu. In za okolje in naravo s svojimi instrumenti skrbi država. Ker države so tudi tiste, ki se zaradi globalnosti okolja na mednarodni ravni dogovarjajo o tem, kako bodo skrbele. Dogovorijo se za ena pravila, zato da ena država ne povzroči preveč škode vsem drugim, mogoče z nekim uničenjem nekega pomembnega dela zemlje.
Pri nas imamo zato v ustavi zagotovljeno pravico do zdravega življenjskega okolja in praviloma to pravico nam uresničuje država, tako da sprejema ustrezne zakone, kjer so določena pravila. Vendar pa se je treba zavedati, da država usklajuje in skrbi za uresničevanje mnogih družbenih interesov, ne samo okolja. So različne potrebe družbe, socialne, gospodarske, različne. In vse te potrebe je treba nekako zadovoljiti in jih medsebojno uskladiti. Pri tem je pa edino okolje tisto, ki nima nobenega glasu. Ker ostale družbene skupine, vse ostali družbeni interesi imajo neke svoje zastopnike, narava pa pač ne. In ob tem se moramo zavedati, da država, ki je pravzaprav neka politika na trenutni oblasti. Politika pa je kratkoročna, ne mislim nujno v slabšalnem smislu, ampak kratkoročna že po mandatu, 4 leta, koliko se lahko stori. In v tem kratkem obdobju je težko naslavljati dolgoročne okoljske probleme, kjer je pa enostavno tek na dolge proge in potreben je kontinuiran tek. In ta demokratični deficit pa lahko pokrijejo posamezne družbene skupine, enostavno ljudje, posamezniki, organizirani v skupinah ali v organizacijah, ki pa lahko dolgoročneje sledijo nekim interesom in jih zagovarjajo v smislu varstva okolja. Še ena značilnost vloge države je, da država nastopa, ko varuje, nastopa v dveh vlogah. Najprej seveda že določa pravila, zakonodajno telo, država določa pravila varovanja. V čisto konkretnih postopkih pa je ona hkrati, oziroma določen upravni organ, hkrati varuh okolja in odločevalec. To pomeni, v isti vlogi zastopa interese varstva okolja in odloča. Na drugi strani imamo nekega recimo investitorja, ki zastopa svoje interese, na njemu nasproti pa ni nekega posebnega glasu, ker če je država odločevalec, naj bo odločevalec, seveda mora spoštovati pri tem svoje predpise, ampak postaviti je pa treba tudi v ta trikotnik nek glas, ki pa govori v prid varovanja okolja in narave. S tem se tudi v pravu uresničuje načelo kontradiktornosti. Na splošno pa lahko rečemo, zakaj sodelovanje javnosti, zato, ker imajo prebivalci pravico sodelovati pri sprejemanju odločitev, ki zadevajo njihovo življenje, njihove življenjske okoliščine, in to je, ni važno, ali je tako zapisana, to je neka logična pravica posameznika. Obstajajo tudi koristi tega sodelovanja. Predvsem se, če so procesi dobro izpeljani, pošteni in angažirano izpeljani, se izboljša kakovost odločitev, katerihkoli. V procese odločanja se vnesejo novi pogledi, nove perspektive, nove izkušnje, vidiki, razmisleki, tako da se z upoštevanjem vsega tega nujno prihaja do boljših odločitev. Poleg tega, če je zagotovljeno možnost sodelovanja čim širšemu krogu, potem se naslovljeni posamezniki javnosti se lahko odločijo, ali se bodo angažirali, ali se ne bodo angažirali. Če se ne bodo angažirali, potem pač prepustijo odločanje drugim. Če pa se angažirajo, pa lahko prispevajo, čutijo se vključene in konec koncev so odločitve lažje sprejemljive tudi za širšo javnost. V procesih se izboljšuje medsebojno zaupanje, ki je zelo skrhano. Po drugi strani se tudi krepi aktivno državljanstvo, predvsem v smislu te soodgovornosti za skupne zadeve.
Recimo podnebne spremembe so tak globalni problem, da se posameznik sploh ne čuti soodgovornega za to. Ampak konec koncev je pač ravnanje toliko in toliko milijonov posameznikov privedlo do tega. V teh procesih uradniki krepijo tudi svoje znanje in sposobnosti za komuniciranje, za razreševanje konfliktov. Predvsem pa se zelo v zgodnji fazi, recimo pri kakšnih projektih, pri kakšnem dovoljevanju nekih posegov, če se sodelovanje javnosti zastavi v zelo zgodnji fazi, se tudi zelo zgodaj razkrijejo potencialni konflikti in razlogi za te konflikte. Se pravi, kakšne vrednote stojijo za temi konflikti. Ali nekdo želi samo denar, ali nekomu res samo, ne vem, ima osebni interes, da mu ne zakriva pogleda. In zgodnje prepoznavanje in naslavljanje konfliktov potem preprečuje sodne spore in s tem prihrani investitorju tudi stroške. Nekaj, se opravičujem. No, in za sodelovanje javnosti ključna pravna podlaga na področju okolja in prostora je Aarhuška konvencija. To je konvencija, ki ima zelo dolg naslov in skrajšano ime Aarhuška konvencija, zato ker je bila sprejeta v mestu Aarhus leta 1998. Kasneje je bila še enkrat dopolnjena, vendar mislim, da ta dopolnitev še ne velja, ker jo še ni ratificiralo dovolj držav, nanaša se pa na pravico do sodelovanja v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi. Aarhuška konvencija velja samo za evropski prostor oziroma države v evropskem prostoru, ki so jo podpisale, in pa za Evropsko unijo, ki jo je tudi sopodpisala. Čeprav velja samo za evropski prostor, se pravi ni globalna, je nekako sporazum regijske narave, je bila vseeno sprejeta pod okriljem Združenih narodov in sicer Ekonomske komisije za Evropo. Glede javnosti, kdo je to, kar se sliši na prvi pogled, seveda javnost smo mi vsi, ampak Aarhuška konvencija jo opredeljuje po dveh lastnostih oziroma razlikuje po dve vrsti javnosti in glede na to razlikovanje tudi nekaterim pripisuje samo pravico sodelovanja, nekaterim pa tudi pravico do uporabe pravnih sredstev. In sicer je javnost v najširšem smislu ena ali več fizičnih oseb, v skladu z notranjo zakonodajo ali prakso posameznih držav, lahko tudi njihova združenja, skupine, organizacije. Vključena javnost, to je pa ponavadi tista z nekim večjim interesom, pri nas recimo je ta vključena javnost, so nevladne organizacije s priznanim statusom delovanja v javnem interesu. Recimo, pa tudi posamezniki, ki jih lahko odločanje prizadene, in imajo tudi interes pri okoljskem odločanju in pomembno je to, da se šteje, da imajo interes nevladne organizacije, ki spodbujajo varstvo okolja in izpolnjujejo vse zahteve, ki jih določa notranja zakonodaja. To je zelo pomembno, Aarhuška konvencija ne določa, kakšni morajo biti kriteriji za to vključeno javnost, oziroma za to, čemur pri nas rečemo organizacija s statusom delovanja v javnem interesu. To je povsem prepuščeno notranji zakonodaji, seveda je pa v okviru konvencije so se oblikovali neka stališča, mehka priporočila, nek nabor nekih možnih omejitev ali kriterijev. Aarhuška konvencija pravimo, da ima 3 stebre. In sicer, ne glede na to, da je to predavanje namenjeno samo sodelovanju javnosti, pa vseeno želim predstaviti ta širši okvir Aarhuške konvencije, ker so vsi ti 3 stebri povezani s sodelovanjem in pomembni. Prvo je dostop do okoljskih informacij.
Ker sodelovanje ne more biti kvalitetno, če mi ne razpolagamo tudi s kvalitetnimi informacijami. In zahteve glede dostopa do okoljskih informacij vključujejo na eni strani dolžnost države, da okoljske informacije zbira in jih objavlja. Na vsaka 4 leta pa naj bi objavila tudi poročila o stanju okolja. Zadnje poročilo o stanju okolja za Slovenijo iz leta 2017, prejšnje je bilo pa, mislim, da iz leta 2009. Kateri so ti vsi podatki, ki se objavijo, pa za področje okolja določa Zakon o varstvu okolja, pa tudi Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ki se pa nanaša na to drugo pravico dostopa do informacij, to je pravica vsakogar, da dobi okoljske podatke, tiste, ki niso objavljeni, če jih želi. Bodisi kakšne dokumente, analize, pač vse dokumente, s katerimi ministrstva ali pa organi lokalnih skupnosti že razpolagajo. Sodelovanje je drugi steber, in sicer gre za sodelovanje tako pri sprejemanju predpisov, kot pri sprejemanju različnih strateških planov, programov in pa pri sprejemanju konkretnih okoljskih odločitev. Vendar tukaj se moramo zavedati, da Aarhuška konvencija ne pokriva vseh okoljskih konkretnih odločitev, ampak so navedene na seznamu, ki je priloga. To pomeni, da gre za neke aktivnosti, posege, objekte, ki res lahko pomembno vplivajo na okolje. So zelo podobni tistim objektom, za katere v državi tudi izdajamo okoljevarstvena dovoljenja po direktivi o industrijskih emisijah, se pravi tiste, ki najbolj vplivajo na okolje. Tako da ne moremo vedno Aarhuške konvencije raztegniti na vse odločitve, da imamo pravico sodelovati pri vseh odločitvah. In pa tretji steber je pa tudi dostop do učinkovitega pravnega varstva. Ta je tudi povezan s sodelovanjem, ker če prej nekako ne sodeluješ, če nisi že angažiran, informiran že od začetka, spremljaš procese, se vključuješ, sproti prebiraš gradiva, potem je tudi težko uveljaviti to tretjo pravico do pravnega varstva. Dostop do pravnega varstva, ki ga zagotavlja Aarhuška konvencija, se tudi nanaša na 3 sklope. Eno je, da najprej varuje pravico dostopa do okoljskih informacij. To pri nas zagotavlja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. Se pravi pritožbo na informacijsko pooblaščenko in če je odločitev neugodna, potem je možno še tožba na upravno sodišče. Drugo, kar je zelo pomembno, je možnost varstva pravice sodelovanja, se pravi varstvo tega drugega stebra, pravice sodelovanja. In sicer tako, da je javnosti zagotovljen čim bolj širok dostop do tega pravnega varstva. Zdaj pri nas mi izrecno v nobenem zakonu nimamo določenega pravnega varstva te pravice. Tako da ga izpeljujemo implicitno. Ta pravica je de facto varovana, če jo uveljavljaš pred ustavnim sodiščem ali upravnim sodiščem, kadar je glede na pristojnosti to ustrezno. Se organi prisluhnejo temu, če je bila kršena ta pravica, ustavno sodišče praviloma vedno, če je bila kršena pravica sodelovanja, če ni bilo zagotovljeno sodelovanje, pa bi moralo biti, potem je seveda se razveljavi tisto dejanje. Samo zapisana pa ni. In to je še ena pomanjkljivost zaenkrat našega pravnega reda glede Aarhuške konvencije. Vendar pa, kot rečeno, ta pravica se izvaja. Ne moramo reči, da tudi če ni zapisana, da jo ne moramo izvajati, jo lahko. In tretja, ki jo pa največkrat uporabljamo v praksi, to je pa izpodbijanje dejanj ali opustitev,
ki so v nasprotju z določbami notranjega prava, se pravi nezakonitih odločitev ali dejanj ali opustitev. To je pa največkrat pride v praksi, da se poskuša izpodbijati praviloma pred upravnim sodiščem neke konkretne nezakonite odločitve. In ker imamo fokus danes na sodelovanju, so tukaj zlistana temeljna pravila sodelovanja, ki so v sami Aarhuški konvenciji nastavljena na odločanje, na konkretno odločanje v nekih posameznih posegih, pri dovoljevanju nekih posameznih aktivnosti, vendar se pa kasneje konvencija v svojem besedilu tudi pri sodelovanju pri predpisih oziroma predvsem pri planih in programih deloma sklicuje na ta določila. Ampak kakorkoli obrnemo, kvalitetno sodelovanje javnosti je možno le po teh napotilih, in sicer prvo je, da je potrebno zagotoviti udeležbo javnosti na začetku odločanja, ko so še vse možnosti odprte. To je logično, takrat je smiselno, takrat se lahko pogovarjamo o temeljnih izhodiščih. Ko grejo procesi naprej, ko je vloženo že toliko in toliko strokovnega dela in da ne rečem porabljenega denarja za to strokovno delo, in potem na koncu lahko rečemo to ali ono o teh končnih poročilih, je učinkovitost tega sodelovanja pač manjša. Drugo načelo je, da je treba zainteresirana javnost ustrezno, pravočasno in predvsem učinkovito obvestiti. Zdaj smo se navadili, da je učinkovita obvestitev samo preko spleta, kakršnakoli, kjerkoli. Seveda je to zelo široko dostopno obvestitev, ampak vseeno obstajajo ciljne skupine, ki jih je treba mogoče drugače naslavljati. Tudi če recimo mladi uporabljajo elektronske pripomočke ves čas in spremljajo številne informacije, dvomim, da spremljajo spletno stran svoje občine ali pa Ministrstva za okolje in prostor ali pa ARSO. Po drugi strani so tudi skupine, ki ne uporabljajo toliko teh informacij in jih je treba krajevno drugače, bolj ustrezno nasloviti. Potem je treba dati javnosti ustrezen čas, da se odzove, da se lahko pripravi. Pregledovanje obsežnih gradiv in odzivanje, predvsem argumentirano odzivanje nanje v 30 dneh je kar težavno oziroma je to dejansko premalo časa. Potem naslednje je, da je treba ustrezno upoštevati izid udeležbe javnosti. To je temelj smisla, tudi udeleževanja javnosti. To je tisto, kar lahko javnost sploh motivira k temu, da se priključi k nekemu odločanju, ker če nikoli ne more videti, koliko je lahko uspela ali koliko so bili ljudje slišani, potem je vlaganje energije v to aktivnost lahko izgleda tudi precej nesmiselno. No in na koncu javnost mora biti obveščena o odločitvi, ki jo je sprejel organ, skupaj z razlogi in utemeljitvami, na podlagi katerih je bila odločitev sprejeta. Take so zahteve Aarhuške konvencije za konkretne okoljske odločitve. Smiselno podobno velja tudi za programe in plane. Za sodelovanje pri predpisih so pa nekoliko nižji standardi. Tukaj se zahteva samo tisto, kar se tudi pri nas dejansko izvaja, objava osnutka predpisa, določen čas za odziv in pa, kar se mogoče ne toliko upošteva, Aarhuška konvencija pravi, da je izid sodelovanja javnosti treba čim bolj upoštevati. Kaj to pomeni? Seveda ne more biti nekje
administrativno razdelano z nekimi ključicami, ampak to pomeni, da se pripombe preberejo, da se resno vzamejo v obzir, da se pogleda, ali jih je možno upoštevati. Seveda si moramo pri pripombah zavedati, da pripombe pridejo mnogokrat take, da so si med seboj v nasprotju in seveda ni možno vsega upoštevati, ampak vsaj, da je občutek, da se je nekdo potrudil in da je bilo to pogledano in tudi obrazloženo, zakaj ni bilo možno to upoštevati. Malo manj se mi zavedamo, da imamo Aarhuško konvencijo v polni veljavi tudi v Evropski uniji. Kot sem povedala, je k konvenciji pristopila EU leta 2005 in to pomeni, da so njena določila zavezujoča za vse organe EU. Se pravi, glede informacij, glede sodelovanja javnosti in glede dostopa do pravnih sredstev. Za izvajanje teh Aarhuških določil je bila leta 2006 sprejeta uredba 1467/2006, vendar pa je tudi Evropska unija na tretjem stebru, tako kot večina nacionalnih ureditev, bila šibka, če ne še nekoliko šibkejša. Ker recimo nevladnim organizacijam, posameznikom, skupinam ni bilo nobene možnosti, da bi uveljavljali pravna sredstva pred organi EU. Zavedati se je pa potrebno, da nacionalna zakonodaja varstva okolja, ohranjanja narave, po neki oceni približno 80% izhaja oziroma je že določeno na ravni EU. Specifike, kako jo preneseš, kako urediš neke nacionalne posebnosti, so seveda stvar nekih dodatnih ureditev, ampak tisto jedro pravil se določi na ravni EU. In če tam ni možno izpodbijati kakšnega predpisa, potem je to morda na nacionalni ravni toliko manj smiselno, ker je večina predpisa že sicer tako ali drugače določena. No, in zaradi te šibkosti, te pravice oziroma očitek je bil, da pravzaprav Evropska unija krši ta tretji steber, to je 9. člen konvencije, se je Evropska unija znašla, mislim, da leta 2017, pred pritožbenim odborom Aarhuške konvencije. To je eno telo Aarhuške konvencije, na katerega je možno vložiti pritožbo zoper pogodbenico, da krši določena določila. In ravno letos, in mislim, da zdaj maja, so bile sprejete dopolnitve te uredbe, ki izboljšujejo stanje glede pravice dostopa do pravnega varstva. Aarhuška konvencija seveda ni prenešena samo v to uredbo, ampak je prenešena tudi v številne direktive na način, da se za pomembne dokumente, odločitve, da je določeno sodelovanje javnosti, v nekaterih primerih tudi pravica do pravnega varstva. Evropska unija izvaja to Aarhuško konvencijo tudi na način, da svoje članice stalno opozarja na neke standarde, izdaja navodila državam, priporočila, kako naj se izvaja Aarhuška konvencija na nacionalni ravni. In v Sloveniji, kot sem rekla, glede prvega stebra, glede okoljskih informacij, je Zakon o varstvu okolja določa, da so okoljske informacije javne, katere se morajo zbirati, objavljati.
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja nam zagotavlja to pravico, da z zahtevki lahko dobimo od vsakega organa določene podatke, če jih ima, določene listine. Praksa informacijske pooblaščenke je okoljskim zahtevkom zelo naklonjena, kar je tudi pravilno, ker je to res to področje informacije tisto, ki ljudi zelo zadeva. Tako da ta del Aarhuške konvencije kar nekako dobro funkcionira. Glede sodelovanja javnosti pri sprejemanju odločitev imamo pa tri nivoje. Ko govorimo o sprejemanju predpisov, je pravno nezavezujoča resolucija o normativni dejavnosti, ki jo je leta 2009 sprejel Državni zbor, govori vse o tem, kako se morajo sprejemati zakoni, kdaj se za reševanje nekega problema odločimo, da se sprejema ali spreminja zakon. Kaj vse je treba pred tem narediti, kakšne strokovne podlage, kakšne premisleke, kakšne evalvacije stanja, oceno posledic bodočega zakona. In to je pravzaprav eno tako zelo pozitivno branje, vendar pa se v praksi ne izvaja. Ne izvaja v celoti. Tako so primeri, ne pa, da bi se vsa zakonodaja sprejemala na ta način. Zakon o varstvu okolja nadalje pravi v 34a členu, da je treba vse predpise, tako nacionalne ali občinske, ki lahko vplivajo na okolje, javno objaviti, dati v javno razpravo. To je zakon, to je obvezujoče. Nadalje je poslovnik vlade, ki je tudi obvezujoč pravni predpis, in sicer v 9. členu pravi, da če pride kot gradivo predpis na vlado, mora biti zagotovljeno in navedeno, kako je bila izvedena javna razprava, da mora biti ta vsaj 30 dni, skratka mora biti eno pojasnilo o tem. Seveda vse to ne velja, če so neke izredne razmere, upravičeni razlogi za nujne, hitre postopke, to gre potem mimo sodelovanja. In potem imamo naprej poslovnik Državnega zbora, ki pa ne zagotavlja tako javnosti kot te prej navedeni predpisi. Nima nekega določila, če pride zakon v Državni zbor, je pa lahko še neka javna razprava za splošno javnost. To je logično sicer, če gre zakon po tem normalnem postopku, da ga predlaga vlada, ker je že prej zagotovljeno sodelovanje javnosti. Če pa recimo zakon vloži poslanec, poslanska skupina, konec koncev tudi 5000 volivcev, pa ni zagotovljeno potem nobeno javno posvetovanje po poslovniku. Je pa v vsakem primeru možno Državnemu zboru v zvezi z nekim zakonom ali aktom, ki ga sprejema, poslati pismo, sporočilo, neke argumente, priporočila, predloge. In se opravičujem, 51. člen, tista 8 bi mogla biti oklepaj. In potem 51. členu, potem tudi na sejo odbora se lahko vabi te osebe. In praviloma se tudi jih. In potem, če sodeluješ na odboru, praviloma imaš tudi možnost, da še pojasniš svoja gradiva ali svoje argumente. Torej, to je raven sprejemanja predpisov. Potem sprejemanje programov, planov. Tukaj pa strateške plane določajo področni zakoni. To gre pa vse po področnih zakonih. Če zakon določa, da za določeno področje se sprejme nek strateški plan, praviloma tudi določa, da se ga da v javno razpravo. Za področje okolja, prostora, to je imperativ. Tako da v vseh teh zakonih, ki se nanašajo na okolje in prostor, vsi strateški dokumenti se dajejo v javno razpravo. Najdaljša je, praviloma so 30 dni, najdaljša je pa pri zakonu o vodah, ki je pol leta na vodno-upravljalske načrte.
vendar je po sili okvirne vodne direktive. Imamo tudi eno uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna. Po tej uredbi se pripravljajo različni tudi operativni programi, neki taki strateški programi, in ta tudi pravi, da je potrebno zagotoviti neko sodelovanje javnosti. Za prostorske načrte, ki so seveda tudi programi, načrti, je še posebej Zakon o urejanju prostora, in pa v povezavi z vsemi programi je pomemben postopek celovite presoje vplivov na okolje, ki se, če imajo ti programi vpliv na okolje, tudi izvede, in v postopku tega CPVO je tudi zagotovljeno sodelovanje na rezultate te presoje. To je, pripravi se okoljsko poročilo in se ga lahko komentira. In tretji nivo, najnižji, so pa konkretne okoljske odločitve, so pa administrativne, upravne odločitve posamičnih zadevah, ki jih določa Zakon o varstvu okolja, ohranjanju narave, gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora določa predvsem načrte, tako da to ni čisto konkretna, ampak nekje na meji. In glede pravice dostopa do pravnega varstva, vsi ti zakoni, ki v konkretnih postopkih določajo možnosti sodelovanja, tudi določajo, pri katerih od teh postopkih je možno uporabiti pravna sredstva. Tako. In kako zdaj to spremljamo? Kako zdaj prihajamo k nekim bolj praktičnim napotkom, ki nas nagovarjajo k temu, da smo aktivni in da spremljamo, kaj se dogaja, in se tudi vključujemo. Najvišji nivo javnih razprav, ki ga je dobro spremljati, so razprave na ravni EU. Tam imamo zelo različne dokumente na tej spletni strani, ki je tukaj navedena. In sicer to so razni roadmapi, osnutki predpisov, okvirne strategije, skratka, večkrat se neko posamezno področje ali pa nek posamezni problem se pogosto začne najprej z nekimi izhodišči, v katero smer naj bi šli, in je razprava o tistem. Potem so neki osnutki strateških dokumentov in potem sledijo izvedbeni predpisi. Tako da je v ta proces se je možno vključiti. Seveda, koliko se na tej ravni pripombe upoštevajo, te, ki jih podamo na tej javni razpravi, je seveda, bi rekla, vprašljivo. Je pa tako, ni težko temu slediti, pripombe lahko vsakdo odda, samo prijaviti je treba v ta EU login račun. Če pa gre za nevladno organizacijo, se mora pa prijaviti tudi v Transparency Register. To pomeni, da ker se bo podpisovala kot organizacija, mora biti zagotovljena neka transparentnost, da se ve, kdo to je. Te podatki se morajo obnavljati, organizacija jih obnavlja na približno pol leta, z prihodki, glavnimi dejavnostmi, skratka, nekimi podatki, ki so pomembni za transparentnost, in to je tudi čisto v redu. Predpisi, ko so sprejeti, se objavijo v uradnem listu EU. Vsa veljavna besedila pa lahko najdete na spletni strani EURLEX, kjer so vsa besedila tudi v slovenščini, v vseh jezikih članic. Potem, če gremo na državno raven, se najprej začne s strateškim načrtovanjem neko področje.
teh programskih dokumentov ne moremo slediti na nekem enotnem portalu. Niti nimamo nekega enotnega portala, kjer bi lahko videli, katere vse strateške dokumente v Sloveniji imamo sprejete. To je treba vse gledati po ministrstvih in po področjih njihovih. Tam je dovolj pregledno, so prikazani strateški dokumenti, samo je treba vsako poiskati. In praviloma se te strateški dokumenti tudi objavijo po ministrstvih. Ministrstvo objavi novico, v javno razpravo dajemo to in to. Lahko, da je tudi objavljeno na e-demokraciji, ampak ne vedno. Te strateške dokumente, odvisno kako določa posamezen področni zakon, sprejme vlada ali državni zbor. Na te strateške dokumente lahko dajemo pripombe. Praviloma piše, koliko časa, praviloma 30 dni, včasih tudi koliko več. In mesto, kamor oddajamo lahko pripombe in kje so še kakšni podatki ali strokovne podlage objavljene, dostopne, včasih je tudi to objavljeno. Na strateške dokumente je pomembno dajati pripombe. Recimo, zdaj se pripravlja novi program izvajanja kmetijske politike v Sloveniji. In to je strateški program, ki bo določal področje kmetijstva za 7 let. Še predtem je bilo lansko leto nad njim sprejet strateški okvirni program za kmetijstvo v prihodnjem obdobju. In to je pravzaprav še bolj pomembno, ker če tam tisto, kar bo zapisano, tistemu se bo sledilo. No in na ravni predpisov. Predpisi so pa zakoni, uredbe, odloki, pravilniki, sprejme jih vlada, DZ ali ministrstvo. Se pravi, državni zbor sprejme zakone, sprejme tudi določene strateške dokumente, če tako zakon določa. Vlada sprejema praviloma uredbe ali odloke v obliki predpisov. Ministrstva sprejemajo v obliki predpisov pravilnike. Vse to se mora znajti na e-demokraciji v osnutku. Žal se ne znajde, ni nujno, da se znajde. Največkrat po razlogu, ki je ali ni utemeljen, hitrega postopka, ampak CNVOS že dolgo spremlja te objave in ima en tak štebec kršitev in ta odstotek kršitev je kar velik. Gre pa za kršitve prej omenjene resolucije o normativni dejavnosti. No, spremljamo stalno e-demokracijo in tam vidimo, ko je javna objava, imamo objavljena besedila, na katera lahko damo pripombe, določen je rok, koliko časa lahko dajemo pripombe. Praviloma 30 dni. Na e-demokraciji lahko tudi kasneje po zaključeni javni obravnavi spremljamo, kdaj gre zakon v medresorsko obravnavo, praviloma po javni obravnavi, včasih tudi hkrati z njo, gre v medresorsko obravnavo. In ko je medresorska obravnava zaključena, pristojno ministrstvo, ki je pripravljalec predpisa, dokonča gradivo in pošlje predlog na vlado. Tako da, ko mi na e-demokraciji vidimo, da je šel predlog v medresorsko obravnavo, takrat lahko tudi pristojno ministrstvo zaprosimo z informacijami, zahtevkom dostopa do informacij javnega značaja, za predlog, ki je šel v medresorsko obravnavo in ga lahko pregledamo, da vidimo, koliko so bile že morebiti naše pripombe upoštevane, kakšen predlog je zdaj šel naprej. Naslednja faza je, ko vidimo, da je šel predlog na vlado. To tudi v e-demokraciji vidimo. Ali pa spremljamo enostavno spletno stran vlade, zavihek gradiva
in si pogledamo, kdaj pride gradivo. In takrat si ga spet lahko pogledamo, da vidimo, koliko odstopa od tistega objavljenega osnutka ali je kaj radikalno spremenjenega. Vladi še vedno lahko pišemo karkoli, mislim karkoli v smislu konstruktivnih predlogov v zvezi ali pripomb v zvezi s samim predpisom, ker prej omenjeni poslovnik vlade RS tudi obravnava oziroma sprejema ali odgovarja na neka nerazvrščena gradiva, ki jih dobi. Tako da je možno se tudi nasloviti na vlado. Opozorila bi, da je pomembna vloga pri teh gradivih službe vlade za zakonodajo, tako da se splača kdaj, ko imamo kakšne pripombe, še posebej, kjer opozarjamo na neke protiustavnosti, neskladnosti z drugimi zakoni, da naše pripombe pošljemo tudi tej službi, ker ona bo tista, ki bo tudi v sodelovanju s pristojnim ministrstvom pregledovala tekst, kdaj bo primeren za na vlado. No, potem vlada sprejme recimo besedilo zakona, pri čemer je potrebno tudi povedati, da tudi ko je gradivo na vladi, se večkrat lahko še spreminja. In to vidite tako, da vidite, zdaj so bili te gradbeni zakon, zakon o urejanju prostora, gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3. Tako da so neke sprotne spremembe. No in ko vlada sprejme osnutek, potem ga pošlje sprejme predlog, ga pošlje v Državni zbor. In na spletni strani Državnega zbora pod zavihkom predlogi zakonov in aktov lahko že vidimo, kako se tam pojavi, praviloma zelo hitro po sprejemu na vladi, in tam si tudi pogledamo potem, kakšno je pa to gradivo. In takrat lahko pišemo Državnemu zboru, pristojnemu odboru, pošljemo svoje predloge, pripombe, argumente, lahko naslovimo vse poslance, mogoče kateri od poslancev to povzame in vloži amandma. In mi potem lahko tudi pričakujemo, da nas povabijo na sejo odbora, kjer bomo lahko to tudi še eventualno pojasnili. To je glede zakonodajnega postopka. Isto, če se postopek konča na vladi, to se pravi, da vlada sprejme uredbo, se pač v tisti fazi konča. Vse velja isto, samo naprej ne gre več v Državni zbor. Če pa gre za pravilnik ministrstva, se konča že zadeva na e-demokraciji. Pravilnik je objavljen, mi damo pripombe in potem ministrstvo to do konca uredi besedilo in ga sprejme. Občinski predpisi, kar se tiče prostorskih načrtov, morajo biti tako razgrnjeni v skladu z Zakonom o urejanju prostora. Javno objavljeni bi pa morali biti tudi vsi drugi predpisi, ki lahko vplivajo na okolje, to je po prej omenjenem 34.a členu Zakona o varstvu okolja. In sicer je pa tukaj kar še bi rekli manko tega izvajanja. Pred leti so pri Varuhu človekovih pravic delali raziskavo, koliko občine to dejansko javno objavljajo in dajejo v javno razpravo. In so ugotovili, da precej malo, da pogosto niti ne zavedajo te svoje dolžnosti, niti morda ne vejo, kateri so pa tisti predpisi, ki pa bi imeli vpliv na okolje. Seveda, če so občine manjše, če imajo manj strokovnega kadra za to področje, je to seveda nekoliko težje. Vsi sprejeti predpisi so objavljeni v Uradnem listu, praviloma tudi občinski, vendar pa se občine same odločijo v svojih statutih, kje bojo objavljale svoje predpise. Tako da nekatere v Uradnih listih, nekatere lahko tudi drugje. Vsa besedila veljavnih predpisov, občinskih in državnih, lahko spremljamo na pravno-informacijskem sistemu, to je brezplačen, prosto dostopen sistem.
Tukaj opozarjam, da ko si ga pregledujete, pogledate najprej, kar je že na prvi strani, a je predpis še veljaven, ker je takoj na začetku datum začetka, datum prenehanja veljavnosti, tako da veste, da se prepričate, da gledate še veljaven predpis. Potem pa pogledate, tudi če vas več stvari zanima, pa pogledate, na vrhu so 3 zavihki, osnovno, strokovno, analitično, in pogledate še analitični del, kjer pa so prikazane vse spremembe, vsi podzakonski akti, vse direktive, ki so prenešene v zakon in mislim, da tudi postopek, ki je bil v Državnem zboru. Tako da tam so kar bogati podatki, ki jih občasno potrebujemo. No in konkretno spremljanje prostorskih načrtov, ker je na to smo osredotočeni, glede na to, da delujemo v okviru mreže za prostor. In tukaj bi jaz samo na splošno povedala, da zakon o urejanju prostora, tudi pretekli zakoni in tudi zdaj novi zakon, ki bo, praviloma določajo možnosti sodelovanja za temu rečemo izvedbene prostorske načrte, ki so na nivoju državnega načrtovanja državni prostorski načrt, uredba v najustreznejši varianti, uredba o varovanem območju prostorske ureditve državnega pomena, ki spremljamo na spletni strani MOP-a, Ministrstva za okolje in prostor. Tam so vse objave, tam je razvidno, kako potekajo postopki državnega prostorskega načrtovanja. Gledate pod področjem prostor, urejanje prostora, državni prostorski načrti. Tam se lahko to spremlja, tam so tudi javne razgrnitve. Na občinski ravni pa so ti načrti izvedbeni občinski prostorski načrt, občinski podrobni prostorski načrt, odlok o urejanju podobe naselij in krajine, je postopek, tudi postopek lokacijske preveritve je odprt 15 dni za javnost, ker se nanaša na določene spremembe prostorskih načrtov. Vse možnosti, kdaj se kako sodeluje, so pojasnjene na spletni strani Zagovorniki okolja postopki. Zato morda ste doslej pogrešali neke čisto točne informacije, kje, kdaj, na podlagi katerega člena, za kateri postopek. Tega je kar veliko. Zato sem raje ostala na ohranjanju celovitosti tega pregleda sodelovanja, ker vse podrobno imate na tej spletni strani. Žal, zdaj se, kot rečeno, se bojo 3 krovni zakoni spremenili in bo potrebno to seveda vse posodobiti, kar bo terjalo nekaj časa, ampak pričakujemo, da pa bo vseeno kmalu potem tudi dostopne spet ažurne informacije. Torej, na tej spletni strani je zagotovljeno, da se vidi, kako postopki potekajo, posamezni, bodisi prostorsko načrtovanje, bodisi okoljski postopki, in v katerih fazah je zagotovljeno sodelovanje in v katerih fazah je zagotovljeno in kakšna je možnost pravnega varstva. Roki so praviloma 15 do 30 dni za javno razpravo. Pri prostorskem načrtovanju je že praksa, zato ker to je v zakonu že dolgo časa pisalo že prej, v prejšnjih zakonih, večinoma pripravljalec zakona daje pojasnila na pripombe in jih tudi objavi. V teku je informatizacija prostorskega sistema in kmalu bo možno čisto vse prostorske načrte in vse te procese, tudi sodelovanja, spremljati na sistemu e-prostor, vendar še ni še povsem delujoč, mislim, da ni še vseh občinskih načrtov, glede državnih načrtov pa je tam razpoložljiva že vsa dokumentacija. Tako da to si še obetamo, je pa že
sedanji zakon o urejanju prostora in tudi bodoči seveda odreja na ta informacijski sistem. Zelo pomembno je, da se zavedamo pri prostorskih načrtih, da vsi ti izvedbeni prostorski načrti, ki so navedeni na vrhu strani, so predpisi. Razen postopek lokacijske preveritve je odločba. Vsi ostalo so pa predpisi in predpisi so pravno zavezujoči. Zato tudi, če imajo prostorski načrti tekstualno bolj mehka besedila, kakšne naj bojo izgledi tega in onega, to vse je obvezujoče in to je potrebno pač v lokalnem okolju spoštovati kot predpis. Res pa je, da morda občine premalo poskrbijo, da ta vsebina pride do občanov zares, ker oni so tisti, ki jo morajo spoštovati in pogosto se je pa niti ne zavedajo. No, pod določenimi pogoji je možno zoper te izvedbene prostorske načrte začeti upravni spor. To pomeni vložiti tožbo na upravno sodišče. Glede na to pa, da so predpisi in če so za to izpolnjeni pogoji, je možno tudi, da so podvrženi presoji ustavnega sodišča, skratka presoji ustavnosti in zakonitosti. In pa evo, se približujemo koncu. Sodelovanje v konkretnih okoljskih odločitvah, kje so javne razprave odprte in možne. Eno je postopek celovite presoje vplivov na okolje, ki se izvaja za programe in plane. To so prostorski načrti in pa vsi drugi strateški načrti, če imajo vpliv na okolje. Zdaj ni časa, da se pojasnjuje podrobneje ta postopek, ampak v okviru tega postopka se pripravi okoljsko poročilo, to je poročilo, koliko bo ta plan, izvedba tega plana vplivala na okolje in na to okoljsko poročilo se lahko dajo pripombe. Na začetku, vsaj trenutno veljavnih predpisih, na začetku Ministrstvo za okolje in prostor izda odločbo o tem, ali je potrebno izvesti CPVO in ta je objavljena na spletni strani ministrstva. Postopek ureja zakon o varstvu okolja. Potem imamo v okviru presoje vplivov na okolje, imamo možnost sodelovanja. In sicer trenutno je to urejeno tako, da če je potrebno gradbeno dovoljenje, je to integralni postopek gradbenega dovoljevanja, kjer je združeno presoja okoljska in gradbeno dovoljenje in o tem govori gradbeni zakon. Če je tako, o tem odloča Ministrstvo za okolje in prostor in v tem postopku se dajejo lahko pripombe in predlogi, je javna razprava, javna razgrnitev odločitve in vloge. Če pa gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa je potrebno mogoče presoja vplivov na okolje, recimo za kakšen izkop, potem o tem odloča ARSO in v okviru tega postopka presoje vplivov na okolje izda okoljevarstveno soglasje in je tudi odprta javna razprava in je možno dajati pripombe. Potem lahko dajemo pripombe še v okviru postopka okoljevarstvenega dovoljenja. To so za tiste naprave, ki imajo največji vpliv na okolje po direktivi o industrijskih emisijah. To so tudi slične naprave, za katere zahteva Aarhuška konvencija sodelovanje in so tudi tako imenovane SEVESO naprave. To so pa naprave, ki lahko ob nesreči povzročijo zelo veliko škodo, recimo kakšne kemične tovarne. Tudi ureja zakon o varstvu okolja, oba dva dovoljenja in določa možnosti sodelovanja. Po zakonu o ohranjanju narave pa imamo možnost sodelovati pri naravovarstvenem soglasju. Zdaj pa še nekaj o razliki
med sodelovanjem in med tem, da si stranka v postopku. Zakaj mogoče to izpostavljam? Zato, ker zakonodaja, ki se zdaj spreminja, nova pravila, praviloma ne dajo možnosti več nevladnim organizacijam s statusom delovanja v javnem interesu, da so stranke v postopku, ampak tako kot ostali sodelujejo v javni razpravi in na koncu pa imajo pravico podati pravno sredstvo, pritožbo ali tožbo na upravno sodišče. Torej, zgleda nekako, na prvi pogled bi lahko izgledalo, da bi bilo to tudi čisto v redu, saj lahko vidijo dokumente, imajo izenačen položaj z drugimi, pa vendar mnogo večjo pravico do pritožbe. Ampak poglejmo, v roku teh 30 dni sodelovanja je treba pogledati celotno dokumentacijo, ki je objavljena. Že tista, ki je objavljena, to so postopki ali pa priprave teh dokumentov, ki so zelo dolgotrajne. To so stotine strani, lahko zelo strokovnega gradiva, če gre za neke posamične odločitve, in to je pač zahtevno. To je zahtevno za preučitev. Če gre za predpise, recimo na e-demokraciji, praviloma nimajo zraven obrazložitev, ne veš, ni vidnih, kaj se spreminja glede na veljavni predpis, razlogi, zakaj se to spreminja. Če gre za konkretne okoljske odločitve, ne veš, ali so objavljena in tudi niso objavljena vse relevantna gradiva, vsa mnenja, ki so bila dana v postopku, mnenje dajalcev. In v tem času moraš potem še pripraviti strokovno argumentirane pripombe. Če si pa stranka v postopku, torej imaš vlogo stranskega udeleženca, imaš enake pravice kot stranka. To pomeni, da imaš pravico vpogledati celoten spis, pregledati vso dokumentacijo, da nisi omejen samo na ta rok javne razprave. Sedanja ureditev je taka, da ti priglasiš svojo udeležbo in podaš sicer argumente na podlagi javne razprave, samo ko se začne javna razprava, ti lahko greš pogledati spis, ker nameravaš biti stranka v postopku. In seveda nadaljnja pravica je, da lahko uporabiš pravno sredstvo. Ta pravica sicer ostaja, samo razlika, kot vidite, je pa v tem, kolikšen obseg dokumentacije ti lahko dosežeš, je pa to izjemnega pomena za argumentirano pripravo morebitnega pravnega sredstva. Ker če ti vidiš celotno dokumentacijo, se lahko tudi odločiš, oziroma glede pomislekov, ki jih imaš, se lahko odločiš, se ti razjasnijo in se odločiš, da pravnega sredstva nima smisla vlagati. Če pa tega ne moreš, je enostavno tožba lahko slabša, manj argumentirana. Zdaj, lahko bi rekli, v redu, glede na Zakon o splošnem upravnem postopku, saj lahko tudi drugi pregledajo spis, če izkažejo pravni interes. In ta pravica, da ti imaš pritožbo in da jo misliš, ali pa tožbo, možnost tožbe, in da jo misliš vložiti, bi bil lahko zadosten razlog, da ti upravni organ pokaže spis. Vendar v praksi smo že doživeli zavrnitev take vloge, tako da ti je vpogled v spis dejansko preprečen. In evo, na samem koncu, kaj je pri nas zaznana problematika sodelovanja? Gre še vedno večinoma, ne pa v vseh primerih, večinoma za pravno formalno izvajanje, skratka odkljukavanje zakonske obveznosti, brez resne želje po uživanju sadov javne razprave. Praviloma je sodelovanje na koncu postopka ali zelo pozno, torej ne, ko so še vse možnosti odprte, in takrat bi se vračanje nazaj dejansko povzroča vsem sodelujočim neznanske težave in je tudi odpor do tega.
Posvetovalni procesi se izvajajo preko spleta, manj se poslužujejo neke druge oblike sodelovanja konstruktivnega s širšo javnostjo ali ciljnimi skupinami. Prepuščeno je to uradnikom in uradniki praviloma niso usposobljeni nimajo teh komunikacijskih veščin ali za razreševanje konfliktov med skupinami, skratka, niso navdušeni tudi ne nad tem, zaradi tega, ker niso dovolj opremljeni. Sredstev za te procese se pa tudi ne namenja. Učinki sodelovanja s pripombami so lahko majhni, ker konec koncev pripombe niso, razen pri prostorskem načrtovanju, glede predpisov okoljskih niso objavljene, pa bi morale biti, mogoče kdaj kakšna izjema. In potem, ko prebiraš tekste, končne tekste, vidiš, da je izplen nikakršen ali zelo majhen v smislu upoštevanja pripomb. Potem tudi ni uporabniku prijazno v smislu obrazložitev gradiv, objave strokovnih podlag. Včasih strokovne podlage so, pa jih ne objavijo in se potem zahteva, dajte še to objaviti, če slučajno veš, da obstajajo, skratka, da lahko pregledaš več. Potem je pogosto tudi, da se osnutek predpisa, ki je bil objavljen, radikalno spremeni in te radikalne spremembe niso kasneje ponovno dane v javno razpravo. Tudi niso objavljene pripombe drugih, da bi videl, da bi se lahko razumelo, zakaj je predpis tak, kot je, na podlagi morebitnih pripomb drugih. Bile so že tudi prakse, da so bile pripombe objavljene, ampak je pa to zelo redko. No, in kot rečeno, pisna stališča do pripomb praviloma tudi niso objavljena. Vseeno vam pa tukaj na koncu nekaj spodbudnih misli oziroma priporočil. Obstaja nekaj zbranih dobrih praks sodelovanja, navodil, kako se sodeluje pri urejanju prostora ali pri pripravi predpisov na občinski ravni. Kot rečeno pa vse čisto v podrobno pa na spletni strani Zagovorniki okolja. Evo, hvala lepa in gremo zdaj k vprašanjem.